Vsakoletne jesenske serenade pomenijo vstop v novo sezono umetnosti prek barvitega mozaika večerov, v katerih z roko v roki glasba in interpretirana beseda popestrita septembrske sredine večere v Medvodah. Včeraj so bile že druge. V Kulturnem domu Medvode so odmevala trobila. Tokrat pa poročamo z prvega večera, ki se je zgodil že prejšnjo sredo, 4. septembra, ko sta se povezala harmonikarka Teja Udovič-Kovačič in interpret Dejan Pevčevič. Skrite misli so naslov koncerta letošnjih jesenskih serenad, na katerem nastopa mlada Koprčanka, prejemnica Prešernove nagrade Teja Udovič-Kovačič. Harmoniko je začela igrati pri 6 letih in kmalu pričela osvajati nagrade na tekmovanjih. Je tudi 3-kratna zmagovalka državnega tekmovanja Temsig. Izjemne rezultate je dosegla tudi v tujini in je zelo zaželena solistka pri različnih orkestrih. Izjemna pot, ki so jo tlakovali v glasbeni družini. Lahko bi rekli, da smo imeli glasbo v družini. Mama je tudi profesorica harmonike, pa tata je tudi ljubiteljsko igral v orkestru dolga leta. Drugače sem začela z igranjem klavirja pri 5 letih, pol pa pri 6 letih še z igranjem harmonike. Tako da zdaj pa v bistvu že zaključujem študij na Akademiji za glasbo iz harmonike. Kot rečeno, veliko sodeluje z različnimi orkestri in glasbeniki, pogosto ji lahko prisluhnete na različnih festivalih, večinoma kot solistki. Ko rečem, da sem imela že kar nekaj izkušenj in igranja kot solistka z orkestri, tako z Orkestrom Slovenske filharmonije, tako kot z orkestrom RTV Slovenija in tudi drugimi, tudi nekaj v tujini, v Franciji. Drugače pa ja, seveda vsakemu glasbeniku mislim, da je izziv sodelovati s čim več različnimi glasbeniki, se povezovati, si deliti to. Tako da to je tudi meni največje zadovoljstvo. Jesenske serenade so znane po tem, da priložnost rade dajejo mladim, zelo talentiranim glasbenikom in gre pravzaprav za cikel nastopov, ki se mu glasbeniki radi pridružijo. Ja, v okviru Glasbene mladine Ljubljanske in tudi Glasbene mladine Slovenije sem nastopala že večkrat, ker sem se v času študija prijavljala na razpise. Zdaj so me pa povabili k sodelovanju za teh 5 koncertov jesenskih serenad v septembru in ja, je eno posebna izkušnja, ker lahko 5-krat v različnih krajih izvedeš isti koncert, pa tudi ta koncept z povezovanjem z poezijo in s prozo se mi zdi res fajn, bi ga želela še vnaprej tudi uporabljati. Mlada Slovenka. Močno telo, ki dobro počiva na vitkih nogah. Prsi pravilne in čvrste. Ramena nekoliko širša, kot narekujejo skladna in pravilna sorazmerja tega telesa. Lasje gladki kot pri grških kipih, obraz, ki rad zardi, pa droben, gibljiv. Na njem zavzemajo največ prostora velike oči in močne ustnice dobrih, zdravih ust. Ko se ta deklica nasmeje, smeje pa se pogosto in prisrčno, brez koparjenja, postane njen obraz še drobnejši. Pojedo ga velike oči in sijajni zobje, potopljeni v toplo rdečost jezika neba in ustnic. To je lepota. Dejan Pevčevič, morebiti celo nastopajoči na jesenskih serenadah z najdaljšim stažem, se vsako leto veseli novih izzivov. Tokrat je publiki govoril o tem, kakšne smo slovenske ženske. Jaz mislim, da sem bil že večkrat drzan. Se mi zdi, da mi je to nekako v naravi in si želim tako malo podrezati, kakšna vrata odpreti, kakšen miselni pokrov dvigant. Tako da, ja, je na nek način drzno. Po drugi strani gre pa za neke preproste življenjske resnice, ki so take, ki so. In najlažje je stvari povedati pač kot so. Seveda je Dejan besedilo zgolj dobro interpretiral, avtor pa bosansko-srbski književnik in diplomat, prejemnik Nobelove nagrade za književnost Ivo Andrić. Sama ideja je pa nekako prišla bolj po nekem srečnem naključju. Ure in ure sem že presedel v knjižnici, z ničemer nisem bil najbolj zadovoljen. Neko osnovno idejo sem imel z nekim slovenstvom in tako naprej, harmonika in nageljček in tako. To sem imel približeno v glavi.
kaj pa kako, ampak samo besedilo je bilo pa izjemno težavno dobiti, ne. Navdihnil pa ga je sprehod po Ljubljani, ko je pri glasbeni akademiji opazil panoje z Ivom Andrićem. In se mi je zdelo, tukaj bi pa mogoče bilo lahko kaj zanimivo. In sem tam prebral znamenja o poti njegove misli skozi življenje. Sem rekel, to je nek pameten mož, ki bo znal kaj dobrega v Sloveniji povedati, pa ne vem, sploh nisem vedel, kaj tam noter narediti. In potem, ko sem to začel brati, se mi je zdelo sila zanimivo, kako nekdo drug gleda. Mi vemo, da je to srbski književnik, ne? Ampak vemo pa tudi, da je pri mladih Srbih zelo znano to reklo, kako so Slovenke lepe, da to so najlepše ženske na svetu, ali pa ene najlepših, a ne? Tako si pravijo, seveda Slovenci pravijo zdaj za kakšne druge in tako naprej. In se mi je zdelo, tukaj bi bilo pa to mogoče lahko zelo zanimivo, da je to še bolj podkrepljeno, kot če bi tam nek slovenski pastirček pisal o neki svoji ljubici in tako. Se mi zdi, da ima to na nek način neko večjo težo, no? In da v tem jugoslovanskem, balkanskem prostoru se mi zdi, da bo Srb še najbolj vedel za Slovenke, kako je. A veš, to, kar mi imamo pred sabo, ne vem, če najbolj objektivno vidimo. Ker je bil naslov večera Skrite misli, je tako morebiti Dejan Pevčević povedal nekaj takih misli na glas. Ja, na nek način so. Zapisane, črno na belo in povedane na glas, ja. Zadovoljni, da spet sodelujete na jesenskih serenadah? Ja, jaz sem zelo zadovoljen. Zdaj sem že 21. zadovoljen zapored. Tako da sem vesel, seveda pred vsakim prvim nastopom, ki je bil včeraj na Brkinih, tam je vedno neko prespraševanje, ali bo ali ne bo, ali je dosti dober, ali ni dosti dober, ali bi mogel malo drugače, ali bi mogel še kaj, ampak potem, ko dobiš ta prvi odziv in če je ta pozitiven, če so žareči obrazi, močni stiski rok, takrat veš, da si na pravi poti in potem te sam požene naprej. Tako da sem zdaj v Medvode prišel že majčkeno bolj samozavesten in z neko radostjo zdaj to povedati, sem že komaj čakal, no, da dobim priložnost. Stejo Udovič Kovačič sta se povezala v zanimivem sklopu izbora glasbe, s katero je Teja poskusila poslušalcem predstaviti celoten spekter klasične glasbe na harmoniki, med drugim Händlove suite številka 6, pa Scarlattieve sonate v C-molu, vse pa se je prepletalo z zbirko Leoša Janačka Po zaraščeni poti. Ja, v tem sporedu sem želela predstaviti tako celo paleto programa, ki ga igramo na harmoniki, tako da tele skladbe Po zaraščeni poti od skladatelja Janačka so nekako povezovalni člen in se pojavljajo med vsakim sklopom. Potem vmes sem pa dala nekaj skladb, ki so bolj sodobne, pa tudi nekaj baročnih skladb, tako da je vsakega nekaj.